Pozdravljeni, spoštovani, spoštovane. Lahko bi rekla, da me sicer zelo veseli, da se tako vidimo, čeprav me ne veseli, ker smo nekako s predstavitvijo naše zadnje razstave iz cikla, obsežnega programskega cikla 4 elementi, predstavljali to predstavitev, da bi se eno lahko to neko odprtje ali pa v bistvu popolno predanost naše zadnje razstave javnosti predstavili res v živo, ampak bolj kot kaže, v bistvu že avtorjev nas je več kot 10, tako da če bi se samo avtorji dobili, že nobene publike ne bi mogli več imeti, tako da smo zdaj vseeno se odločili na prav ta današnji dan, na Svetovni dan vode, na ta teden, ko slovenski muzeji smo aktivni že tretjič v skupni akciji Naprej v preteklost. Nekako smo si želeli, da ta teden začnemo prav s to prvo javno, za širšo javnost predstavitev našega zraka, naše razstavne, projektne, programske zgodbe, ki izhaja iz najlepše dvorane na svetu. Bomo zdaj že začeli govoriti iz naše viteške baročne dvorane. Začeli smo z vodo decembra 2016, potem nadaljevali z ognjem avgusta 2018, 2019 je naše delo zaznamovala zemlja, tudi v čast vseh ljudi, ki so nam zapustili izjemno dediščino, da je lahko že od leta 1949 hranimo v Posavskem muzeju Brežice, ki ima dom v tem lepem gradu s to odlično viteško dvorano. In seveda zaključek v letu 2020, zrak. Ves čas smo načrtovali, da bo to pozna jesen, potem je pač ta jesen, pozna jesen pomenila tudi popolno zaprtje. Mi nismo obupali nad razstavo, jo decembra kar z nekaj težavami seveda tudi postavili, zato ker veste, da je bilo težko pač dobiti zunanje izvajalce, da nismo ravno enostavno prehajali iz ene regije v drugo, da smo skrbeli predvsem za zdravje vseh sodelavcev, ampak nam je uspelo, in zdaj smo nekako čakali, da bi čim prej jo lahko tudi javno predstavili, čeprav seveda razstava ima že obiskovalce, naš muzej je tudi odprt od 6. februarja in seveda ta razstava ni popolnoma še neznanka oziroma ni še čisto samevala. Torej, lep pozdrav vsem, tukaj predvsem sodelavcem Posavskega muzeja Brežice in pa seveda tudi zunanjim sodelavcem, naši Poloni Zupančič, ki je oblikovalka že kar nekaj let, ves ta cikel je bila z nami, se pravi od vode naprej, pa že tudi prej. Polona, lepo te pozdravljamo tam v Ljubljano. Ja, dober dan, še jaz rečem. Ja. Posebnost naše zadnje razstave Zrak je tudi, da je posebej za razstavo pripravljena tudi skladba oziroma glasba in zato smo prosili tudi našega brežiškega skladatelja Matjaža Predaniča, tudi on je danes gost, ga pozdravljam. Ja. Glavo, lep pozdrav. Pri tej zadnji razstavi pa je sodeloval tudi naš, bi lahko rekli, zato ga ne morem predstaviti kot gosta čisto, naš stalni sodelavec, prostovolec, podpornik, sledilec, promotor in še kaj, naš mladi diplomirani arheolog, Timotej Pavlin, tudi Brežičan. Živijo, Timotej, dobrodošel. Zdravo. Tako, zdaj bi pa pozdravila še Davorja Lipeja, kje pa je, se mi je pokazal, ali mi je že pobegnil, prej je bil, ki z nami sodeluje na različne načine, tudi tako, da nam omogoča privlačne vizualne predstavitve naših programov, pa zdaj očitno, prej je bil, zdaj ga pa več ne vidim, se nam bo še nazaj pridružil. Ta čas posvetimo našim publikacijam, tukaj v rokah držim vse 4, se pravi, tudi zadnja 4. Zrakom povezano je že išla, pa mogoče vseeno ta čas izkoristimo za to, da nam ta svoj pogled na nastajanje razstav vseh in tudi zadnje predstavi naša sodelavka, naša oblikovalka, arhitektka Polona Zupančič, ki že vrsto let sodeluje z nami in smo jih hvaležni,
ker je zelo potrpežljiva in nam vedno s svojimi idejami tudi veliko prinese. No, ne. To je en tak zelo zanimiv proces in res smo hvaležni, da lahko sodelujemo s tabo. Izvoli, Polona. No, hvala. Jaz bi izhajala iz tega, da je bilo pač zastavljeno že cela ta serija teh 4 razstav in publikacij kot ena celota. In zato sem najprej pač izhajala iz tega logotipa, ki ga mogoče, a ga lahko takole kar pokažem, a ga vidite? V bistvu voda, ogenj, zemlja, zrak. In iz tega se je potem tudi nekako, kaj je bistvo vode, kaj je bistvo ognja, kaj je bistvo zemlje in zraka, je nekako treba vizualno to prikazati z minimalnimi sredstvi. In potem se je to vleklo skozi celo razstavo in skozi publikacije. Pri vodi je bila to modra barva in nekako pač ta modrina, globina, poglabljali smo se v to vodo. Pri ognju smo gasili ogenj, je bilo vse v teh oranžno-rdečih barvah, močna energija, v bistvu predmeti so bili tudi zbrani, zelo velikih je bilo v zvezi s tem. Pol smo imeli zemljo, kaj je zemlja, zemlja so ljudje, tudi zelo zanimivo, tako da je bilo pač teh 40 oseb, 40 parov zbranih, moški, ženske, ki so pomembno vplivali in oblikovali ta prostor posavski. Zdaj je pa na koncu je pa zrak. In kaj je zrak? Zrak je pa nekaj najbolj, bom rekla, neotipljivega, ki ga vsi zaznavamo, ampak ga je pa najtežje mogoče likovno predstaviti. Zato so to pač neke drobne pikice v zraku, tako je kot logotip. In v razstavi sem skušala to prikazati še pač z nekimi nevtralnimi barvami, ena siva, hkrati pa neko premikanje, ki se v bistvu v premikanju mi čutimo zrak, čutimo veter, čutimo dih, izdih, oddih in vsi ti elementi so bili noter in tako smo pač dodali neko tako svetlobno igro, ki se nekako v tej sobi počasi vrti in oblikuje še neko dodatno dimenzijo. In pa nasred nek mobilček, neki predmeti, kjer se vse v bistvu premika in mi kot obiskovalci lahko to tudi se pač dotaknemo, si bolj od bližje pogledamo tisto, kar nas zanima, malo zavrtimo, tako da nekako tudi mi postanemo en aktivni udeleženec te razstave. Pač katalog je pa oblikovan tako, kot so bili te 3 katalogi, da skupaj tvorijo celoto in je pa pač bolj barvno in pa motivno. Motivi so pa iz Viteške dvorane, ki je pa res tako lepa in je res en tak vir inspiracije, da ni treba nobenega posebnega komentarja več zraven. Tako je, ja. Hvala, Polona, za ta uvod. Upam, da smo zdaj pripravljeni. Smo, tako, dobro. Boštjanu našemu želimo srečno, nam tudi.
Najlepša hvala. Video ni najbolj hvaležen medij za Zoom, ampak vseeno, ta video bo na voljo tudi na našem YouTube kanalu, ta krajši pa delamo še enega tudi daljšega. Zdaj bi pa najprej prosila za vtis Matjaža Predaniča, ker glasbo je naredil, tako bomo rekli na suho, ker ni bilo možno, da bi nastajala v času nastajanja tudi razstave. In razstave tudi še nisi videl, je tako, Matjaž, si bolj kot ne v Ljubljani in zdaj si to dobil nek tak prvi vtis in seveda tudi ta tvoja glasba je del tega, pa mogoče bodi ti prvi še zdaj po ogledu. Ja, hvala Alenka. Ja, to, kar ste zdaj slišali, del tega videa je bolj tak, res slabša kvaliteta, ta Zoom ni hvaležen za tole, tako da po moje je najboljš, da si enkrat v miru pogledate YouTube video, če pravite, da bo to na voljo, da boste mogoče malo bolj zaznali. Jaz sem imel nekako v mislih, pač ko sem delal to glasbo, da bi bila neka kombinacija elektronskih glasbil in akustičnega glasbila, v tem primeru je bil to čelo. Sicer nismo posneli pravega čelista ali pa čelistke, ampak sem nekako ustvaril s temi sampli, ki jih imam na računalniku v studiu. Pa nekako je bil nekako želja, ali pa bi rekel tudi, nekako sem to čutil, da bi bilo treba narediti to glasbo takšno, da je brez nekega posebnega ritma, da plava in da se premika mogoče v nekem stilu, kot je zrak okoli nas, malo nedefinirano. Da je lahko tudi v bistvu uporabljena za dlje časa, ko se sprehajaš čez predstavo in v bistvu tudi, če se ta skladba zaključi, lahko se zopet znova začne in v bistvu ti daje ta občutek te razstave, v bistvu da jo malo podpre. Ni toliko mišljena ta glasba, da bi bila sama za sebe, ampak je mišljena, da da neko podporo. In pač k temu sem stremel, se pravi, da so bila nekako tako bolj zračni zvoki, če lahko temu rečem. Seveda je vse to subjektivno, ker glasba večinoma tudi je. Ampak nekako hotel sem podpreti to z te strani, pa da ni preveč invazivno, da je tako lahko, da se toni počasi menjajo, da večinoma glasbila, ki pridejo in odhajajo in akordi in vse te zadeve pridejo počasno v crescendo in grejo počasi ven, v bistvu kot nek počasen veter ali pa rečemo premikanje toka, zraka. V tem stilu sem v bistvu razmišljal. Pa seveda, če boste imeli čas pa voljo, si pogledajte to v malo boljši kvaliteti ali pa še bolje v živo, da boste to začutili. Hvala, Matjaž, še bolje v živo. Ideja je bila takrat seveda tudi, da ko bomo imeli odprtje, pa še pri dogodkih, da to zveni po našem celem dvorišču, ker imamo zelo dobro dvorišče. Ampak dobro, na to še pridemo, verjamem, da bomo to tvojo glasbo doživeli tudi v tej, tako kot sva si zamislila, da cel grad nekako prepreden z njo in tako kot je Matjaž vas povabil, da pridete si pogledati. Ne množično, ampak tako kot je zdaj to mogoče. Mi govorimo o naših razstavah kot večzvrstnih, seveda, ampak ne večzvrstnih samo zato, ker sodelujemo skoraj da vsi strokovni sodelavci našega muzeja, ampak ker smo res pri vsakem elementu sodelovali z različnimi sodelavci, ki imajo že muzealske izkušnje, jih nimajo. Se pravi, vsak element je bil malo drugače predstavljen z različnimi zunanjimi sodelavci. Naprimer, Zemlja je imela celo 13 avtorjev od zunaj, Ogenj 8 od zunaj, recimo vsak malo drugače. Pri zraku pa seveda ni bilo tako obširno, smo se malo bolj omejili na nas tudi zaradi samih razmer. Imamo pa pripravljene številne obrazstavne programe, kjer pa seveda se ta večzvrstnost z različnimi pogledi na ta element še bolj pokažejo in prikažejo. Stalnica pa je seveda to, da pripovedujemo tudi o naši Viteški dvorani na Drobno in seveda tudi o ostalih delih našega gradu, da ima razstava v srednji prostor, tukaj ga ima v srednji prostor naše galerije in da seveda
o razstavi opozarjamo oziroma da je prisotna tudi v vseh drugih razstavah, stalnih, občasnih in tako naprej. Se pravi, da tukaj imamo zdaj dva prostora, še hodnik 1950-1990 v stalni razstavi pod 9 zastavami. Ampak najprej gremo pa na izhodišče oziroma na tisto, kar je pa vedno pri nas, to so pa baročne poslikave, tisto, kar našemu gradu daje še eno posebno noto. In za ta del vedno poskrbi naša kolegica umetnostna zgodovinarka Oži Lorber, pa jo prosim za nekaj misli, tako tisto, kar se ji zdi najbolj bistveno in je tudi del te razstave. Prosim, draga kolegica Oži Lorber. Ja, hvala za besedo. Torej, kot umetnostna zgodovinarka moram izpostaviti, da so izhodišče za cikel razstav 4 elementi, se pravi voda, ogenj, zemlja, zrak, poslikave v Viteški dvorani gradu Brežice, ki so delo Frančiška Karla Remba. Nastale so okoli leta 1703. Del poslikav na zrcalnem oboku, to je predel prehoda stene v strop, so prizori, ki so alegorije teh 4 elementov, na katere se vežejo vse te občasne razstave, tudi torej zadnja v nizu teh razstav, zrak. Izhodiščni motiv v Viteški dvorani je prizor Apolona in Eos oziroma rimske aurore na zlatem vozu, ki ga vodita bela goloba. Božanski par spremljajo ptice, ki so simbol ljubezni in miru, in to skupaj z napisom na ščitu, ki ga nosi Apolon, se vidi zadnji napis, Situs ventus et nubila pelit, aludira na naročnika fresk Ignaca Marija grofa Atemsa. No, element zrak pa je povezan tudi s freskami na stopnišču in v grajski kapeli Svetega križa, in sicer orel kot simbol elementa zrak je namreč atribut Zeusa, ki je upodobljen na stenski poslikavi stopnišča. Z zrakom pa je povezan tudi iluzionistično poslikan strop, ki daje videz dviganja zemeljskega v nadzemsko, torej v nebo, kjer so na oblakih upodobljeni antični bogovi, ki simbolizirajo 5 čutov. 2 sta torej prispodoba zraka, vonj in sluh. Z zrakom je povezana poslikava tudi v kapeli Svetega križa, z upodobitvijo orla, ki pa je atribut Janeza evangelista. No, hkrati pa je orel tudi simbol kontemplacije. Prav tako kot na stopnišču daje tudi v kapeli iluzionistično poslikan strop videz dviganja prostora, zemeljskega prostora v nebo, kjer je upodobljen Bog Oče z angeli. In angeli kot duhovni sli so torej prispodoba Božjega diha, prispodoba zraka. Nadangel Mihael, potem angel Strobento kot kip, pa tudi v reliefni obliki, ter Sveti duh, pa so gradivo iz umetnostno-zgodovinskega depoja, ki je vključeno pa v občasno razstavo, torej 4 elementi, 4. zrak. Povezavo s tem elementom smo pa izpostavili tudi v Stiplovškovi stalni razstavi, kjer smo poleg oljnih slik in grafik z vedutami, tihožitji in portreti predstavili ilustracije, ki so nastajale za različne knjižne izdaje slikarjevih prijateljev in znancev. V ilustracijah je začutiti različno atmosfersko vzdušje, od vzhajajočega sonca do jutranje zarje z labodom, od plapolanja ognja v prizoru pastirčkov pri kreslu in tako naprej. No, slikar Franjo Stiplovšek pa je bil rojen spomladi in prav element zrak, ki je povezan z vetrom in dihom, seveda tudi označuje letni čas pomlad. Lepša hvala, tako je še boljše, da je sicer razstava na voljo že od decembra, ampak tako simbolno in prav je pa odpiramo prav drugi dan pomladi, tako da nas je počakala, vedno je kakšna stvar tudi dobra. Kako je bilo pa pomladi recimo v prazgodovini, sicer to težko zdaj vemo, ampak nekaj od teh najstarejših obdobij, ki so predstavljena tudi na razstavi, pa nam bo povedala naša kustosinja arheologinja Jana Puhar. Najprej lep pozdrav vsem.
Torej, te arheološki predmeti, ki so predstavljeni na razstavi Zrak, so torej nekateri odkriti v naselbini, nekateri so odkriti na grobiščih. Vsi imajo pa eno skupno lastnost, torej, da gre za predmete iz vsakdanjega življenja običajnih ljudi. In te predmeti se z lahkoto torej umeščajo vse te teme, ki jih predstavljamo na razstavi, ki segajo od rojstva do smrti in vsega, kar je vmes. In tako so razdeljeni v 4 sklope. V prvem sklopu Vdih, ki je posvečen začetku rojstvu življenja, smo razstavili 2 prazgodovinska amuleta iz Dobove, ki sta sicer zelo stilizirane oblike, vendar je v tej obliki mogoče prepoznati simboliko ženske Kirojeva, ki v arhetipskih predstavah nekdanjih ljudstev simbolizira stvarjenje in kozmos. V drugem sklopu, Izdih, ki govori torej o poslavljanju, o smrti, smo pa predstavili značilen inventar rimskodobnega pokopa, poleg torej steklene žare, v kateri so v grob položili posmrtne ostanke pokojnika, smo razstavili še novec in oljenko. Oljenka je pokojniku razsvetljevala tisto zadnjo pot v temo. Novec so mu pa položili v grob zato, da je lahko plačal brodniku Haronu pot preko reke Styx, ki je ločevala svet živih od sveta mrtvih. Tako da torej v rimskem svetu, če se malo pohecamo, ni bilo nič zastonj, niti tisto zadnje potovanje. Na tretjem sklopu Vdih, ki pa je namenjen tistemu, kar je vmes, torej med rojstvom in smrtjo, življenju, razvedrilu, pa arheološki del predstavljamo z glasbo, z zvočili, z 2 zvočiloma iz srednjega veka. Eno je koščena piščal, ki so jo verjetno uporabljali pri lovu na vodne ptice. Drugo zvočilo je pa kragujček, ki je bil značilen element srednjeveške noše. Torej, in jaz s tem svojim zvokom, oddajanjem zvoka naznanil prihod njegovega lastnika. No, 4. sklop bo podrobneje pa predstavil kolega Timotej, tako da bom jaz na tej točki z arheologijo zaključila. Pa se torej še priporočam za kakšno vprašanje, če bodo. Hvala. Hvala tudi za to, da lahko predamo besedo vašemu mlademu kolegu, ki to preteklost nekako dojema tudi kot pomemben del razumevanja naše prihodnosti, če smem tako napovedati. Pa prosim, izvoli, Timotej Pavlin. Ja, hvala. Tako si rekla, meni se zdi, da je preteklost en tak pomembna stvar, iz kjer se lahko, oziroma se moramo učiti za prihodnost. No, v svojem delu razstave sem pa skušal nakazati, kako je podnebje skozi čas vplivalo na človeške družbe, na človeštvo do danes in kako bo morda v prihodnje. Zdaj, naša človeška civilizacija se je razvila v obdobju enega relativno stabilnega podnebja, ki se mu reče holocen. Pred tem smo imeli 3 milijone let različnih velikih podnebnih nihanj, ki jih danes poznamo kot ledene dobe, med katerimi so živeli velike živali, megafauna se temu reče. Primer tega so na primer jamski medved, ki so ga odkrili arheologi v Ajdovski jami pri nemški vasi. In čeprav je ta holocen z teh zadnjih 12.000 let je relativno stabilno podnebje, pa so kljub temu se dogajala ena podnebna nihanja, ki so včasih bila precej huda, in so velike družbene spremembe povzročala. Primer tega recimo v teh zaključnih dnevih Rimskega cesarstva se je podnebje postalo manj stabilno in različno zaradi vulkanskih izbruhov in sprememb atmosferskih nihanjih oziroma atmosferskih cirkulacij je do velikega ohlajanja prišlo, ki je tudi množične migracije, ki danes jih poznamo kot selitve ljudstva povzročila. No, sicer je človek že od nekdaj vplival na
svoje okolje, na svoje podnebje. Recimo po enih raziskavah naj bi človek s tem, ko je lovil te megafauno, velike živali, njihovi izumrtji povzročil, naj bi zaradi tega se zaraslo, pač več rastlin je zraslo, kar naj bi posledično spremenilo podnebje. No, v zadnjih 200 letih od izuma parnega stroja in rabe premoga za pač gorivo, za parne stroje, so se hkrati proizvodne zmožnosti človeštva neverjetno zvečale, hkrati smo začeli imeti grozljive in velik vpliv na okolje in s tem tudi podnebje. In zaradi vedno bolj opaznih podnebnih sprememb, ki jih človeštvo svojo rabo fosilnih goriv povzroča, so v letu 2019 po celem svetu vzniknila podnebna gibanja, ki opozarjajo na nevzdržnost našega gospodarskega sistema, ki temelji na fosilnih gorivih in neskončni gospodarski rasti. Pri nas je to gibanje Mladi za podnebno pravičnost, ki so ravno danes tudi eno akcijo izvedli, to lahko zasledite v medijih, in s tem pa oni želijo opozarjati na potencialno katastrofalne posledice našega delovanja, našega gospodarskega sistema in da jih začnemo blažiti. No, to je to z moje strani. Hvala lepa. Timotej bo v četrtek tudi žal po Zoomu odprl naš cikel predavanj študentov, diplomantov, tistih, ki so v diplomskih in raziskovalnih nalogah svoje delo usmerili v naše območje, v Posavje, pa tudi seveda širše ali pa izhajajo iz Posavja, to je tako zelo široko to Posavje gledamo, ni velikih omejitev. In sicer začne z podnebnimi spremembami pozni antiki, to je njegova diplomska naloga, ki jo bo predstavil, jo preoblikoval v predavanje, je tako, in v četrtek ponovno ob 6. vabljeni na takšno druženje, enako tudi po Facebooku, tako kot sedaj nas lahko tudi spremljate. Tako da hvala, Timotej, za to sodelovanje in verjamem, da jih bo še. In hvala tudi, da skrbite za prihodnost. Sej mladi ste najbolj poklicani, pa vseeno vsi moramo sodelovati, ni tako. Tako kot so tudi v preteklosti zelo dobro živeli z zemljo, z vodo, z vsemi elementi in za ta del način življenja, vsakdanji praznik, skozi etnološke poglede je pri nas zadolžena naša kustosinja etnologinja Stanka Glogovič. Tako da Stanka, izvoli. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Tako etnološka dediščina na razstavi Zrak je prav tako razdeljena v 4 osnovne tematske sklope. Vsebino vdiha, vdih kot življenje, kot rojstvo, smo predstavili s predmeti z lesenimi nečkami, v kateri so nesli otroka k krstu. Potem krstno pregrinjalo, krstno odejico Ajpendekel, ki se je v bistvu pojavila takrat oziroma jo beležimo, ko so prenehali nesti otroka v nečkah, in pa potem model za izdelavo medenjakov 8 dojemcev. Ta model smo predstavili z določenim namenom tudi, ker po nekem ljudskem izročilu so pravili, da tisti družini, kjer so imeli same ženske, da je moški sigurno let star. To je pač tam iz okolice Kostanjevice zapis. Potem je drugi sklop oziroma naslednji je izdih kot konec oziroma slovo od življenja. Naslovili smo ga Z Bogom za vekomaj, kjer smo izpostavili molitvenik, ki se nanaša na pripravo na smrt, oziroma je podnaslovljen molitvenik o premišljevanju večnih resnic. Zanimiv je zaradi tega, ker je bil izdan prav leta 1900 in to pri današnji Mohorjevi družbi, takrat družbi Svetega Mohorja v Celovcu. Potem je prepih, ki obsega zračno, to je prepihano dediščino, tako smo naslovili besedilni pano,
kjer so predmeti in naprave iz posameznih gospodarskih panog, ki so na različne načine povezani z zrakom. Med njimi so pajkel ali vetrnik, ki ločuje zrno od plev, potem klopotec, nepogrešljiv v vinorodnih območjih, čebelni panj, lesa za sušenje sadje, lesene vile. Lesene vile so posebne prav potem zato, ker so takšne, kot so bile najdene v naravi. Isto je kot rogovila, kar se je tudi prej lepo na filmu videlo, in pa krovsko orodje, ki je pač povezano tudi z zrakom oziroma z tistim obdobjem, ko so strehe še prekrivali s slamo. Potem pa imamo oddih, to so zbori in godbe v Posavju, ki obsegajo ljudsko in zborovsko petje, godbeništvo in pihalna glasbila ter seveda ljudska glasbila in zvočila. Tako smo med predmeti razstavili pastirsko zvočilo, to je prav kravji rog, potem pločevinasti rog, ki so tudi zaklicanje obiralcev grozdja, potem poštni rog, med njimi še orglice, harmoniko, radio in ozvočenje ter tablo ansambla Gadje iz Podbočja, ki je deloval v letih 1962 do 1966 oziroma 68. Igrali so po veselicah, opremo pa so naložili kar na kolesa in jo peljali s seboj, tudi ozvočenje. Ozvočenje in tablo je muzeju daroval Franc Černelič iz Podbočja, tudi sam član ansambla, izdelal pa je tudi ohišje za ozvočenje in tablo. Potem smo pa pri oddihu smo še v bistvu v ta četrti tematski sklop smo vključili tudi romarstvo, tako z besedilnim in slikovnim gradivom o božjepotništvu v Posavju, kjer imamo več pomembnih znanih in željenih ter obiskanih romarskih krajev in cerkva. V bistvu za vsako občino bi lahko pač izpostavili, tu nam najbližja je seveda so Svete gore nad Šempetrom oziroma današnjo Bistrico ob Sotli. Tako smo med predmeti izpostavili votivni kipec romarja, katerega zgodba je zanimiva, saj je bil prinešen v našo znano romarsko cerkev, cerkev Svetega Roka v Brežicah. Potem še svilena ruta kot pokrivalo za romarke in pa knjižica Rimski romar, ki pa datira v letu 1913. Ta rimski romar je v bistvu kažipot, kako bi rekla, izkaznica, knjižica oziroma natančne izkaznica, kjer je na prvi strani na notranji platnici vsak posameznik pisal svoje podatke. Bil je pa to kažipot ob tretjem vseslovenskem romanju v Rim, ki je bilo med 7. in 18. aprilom 1913. Tako. Nam je nekaj bolj podrobnosti predstavlja, ja, prosti Stanka, malo gledam na uro, pa tudi številna gradiva, ravno to, kar se tiče razglednic, spominov na romarstvo, pripada po naši razdelitvi, naši zgodovinarki Maji Marinčič, ki je pa seveda v svoj del vključila tudi nekaj predmetov iz nove donacije, se pravi imamo donacijo iz Podbočja, glasbeno, pa tudi seveda športne donacije, bi lahko rekli, iz družine Vidmar v Brežicah. To je res izjemno pomembno in smo zelo hvaležni za predmete. Z razstavami sicer smo čim bolj odpirali naše depoje in skupaj predstavili 678 predmetov na vseh teh 4 razstavah. Še posebej pa smo veseli, da smo lahko predstavili tudi nekaj novih donacij tudi na tej razstavi. Maja Marinčičeva, beseda pa je zdaj vaša. Najlepša hvala. Jaz bi pa kot skrbnica zgodovinske zbirke predstavila, na razstavi izpostavila dediščino zdravstvene oskrbe, pa seveda zgodovino epidemij. Slednje so trenutno aktualne že več kot leto dni.
Razmere, v katerih se trenutno nahajamo, so povsem drugačne kot razmere v stoletjih zgodnjega novega veka, ko so bile epidemije zelo pogoste in so zahtevale ogromno število človeških življenj. Takratni ljudje so se najbolj bali kuge, s katero so enačili vse nalezljive bolezni, predvsem nalezljive bolezni, ki so povzročale množično umiranje. Zaradi tega se je začela pojavljati potreba in želja po bolnišnični obravnavi ljudi, ki so zboleli za epidemijami. Posavje je imelo kar svoj čas 3 bolnišnice. Prva je bila v Brežicah, ki so jo dobili leta 1873. Takrat je imela 8 postelj, kar je za današnje razmere skoraj nepredstavljivo. V Krškem pa sta k kakovosti in dostopnosti zdravstvene oskrbe prispevala gospodarstvenika in mecena zakonca Martin in Josipina Hočevar. Sicer pa so se ljudje v preteklosti najpogosteje zdravili kar sami, s pomočjo zdravilnih zelišč, ali pa so hodili k ljudem, ki so znali zagovoriti. V začetek 19. stoletja pa segajo še začetki homeopatskega zdravljenja na Štajerskem. Hvala za besedo. Najlepša hvala, Maja. Verjamem, da si boste z veseljem prišli pogledati ta del, tam je tudi ta mobile, s tem, kar je Polona razlagala, da smo to gradivo malo drugače predstavili, da lahko pogledate tudi seveda sprednjo in zadnjo stran, razglednice pri romarstvu, pri nekih izletniških krajih so vedno zelo zanimive. In seveda to so zdaj predmeti, bi lahko rekli, ki imajo zadaj veliko zgodb, da pa seveda jih lahko postavimo oziroma da so lahko del naših razstav, da so dostopni, pa je zelo pomembno, da se od začetka do konca pa še daleč naprej z nami tudi naši restauratorji, konzervatorji oziroma naša konzervatorsko-restauratorska delavnica, ki ima včasih tudi kakšne druge zunanje sodelavce, ampak to središče pa predstavljajo Aleš Vene, vodja delavnice, naš žal, trenutno bolan, kar dolgotrajno Davorin Prah in pa naša mlada sodelavka Nives Klemenšek, ki ima tudi to čast, da delo delavnice konzervatorjev-restauratorjev predstavi v imenu vseh. Je tako, Nives? Nives, ki... Aha, tam je. Je tako. Nives, beseda je tukaj zdaj. To virtualno okolje je zdaj vaše. Pozdravljeni. Delo konzervatorjev-restauratorjev se že v bistvu začne v depojih, ko se s kustosi pomenimo o predmetih, ki jih načrtujejo imeti za razstavo zrak. In sicer glede na to, kako oni želijo, da bo ta predmet predstavljen in iz kakšnega vidika bo ta predstavljen, torej ali bo funkcionalen vidik izpostavljen, ali bo zgodovinski, ali bo estetski, bomo mi na ta način potem predlagali, kakšni posegi in postopki naj bodo na tem predmetu izvedeni. Za samo razstavo zrak smo konzervirali in restaurirali 45 predmetov, ki smo jih tudi potem pomagali uvrstiti v samo razstavo in smo tako, da je na svojem mestu zavarovano. Največ dela pa smo imeli predvsem z umetnostno-zgodovinskimi predmeti, bolj natančno s polihromiranimi kipi. Kot vidite v mojem ozadju, recimo je to primer zakaj. Namreč, ker je predmet shranjen v suhem zraku, se začne leseni nosilec krčiti, barvna plast oziroma slikovna plast pa tega krčenja ne more tako hitro slediti, kot ima skrček les in zaradi tega nastanejo takšne, začne odstopati barvna plast od samega nosilca. To, da se ohrani, je potrebno utrditi, kar je pa zelo dolgotrajen postopek. Z injekcijo namreč utrebalec vstavljamo v sam predmet in ga nato reaktiviramo. To pa, glede na število razpok, kot jih vidite v našem ozadju, res zelo traja. Med takšne predmete sodi tudi kip svetega Mihaela, ki je zelo lep, baročen kip, predlagam, da si ga pogledate. In če boste dovolj pozorni, boste lahko videli tudi na zmaju, da je bil kip že v preteklosti pred nami konzerviran in restauriran, kar se vidi v spodnji barvni plasti, ki je drugačna barva od zgornje plasti.
tam, kjer je sedaj odpadal zgornja plast, se ta lepo prav vidi. Naše delo pa se z razstavo ne zaključi tam, ampak moramo potem, ko so predmeti v razstavo postavljeni, še vedno jih nadzorovati, da vidimo, kaj se z njimi dogaja. Ali je potrebno jih še dodatno zaščititi, ali je zrak primeren, okolje primerno, kako reagira na svojo novo okolico. Tu lahko izpostavim tudi, da se samo konzerviranje in restauriranje že začne v samih depojih, ker moramo poskrbeti za preventivno konzervacijo. To pomeni, da moramo zagotoviti ustrezne pogoje, da se predmeti čim dlje ohranijo, ne da bi jih mi morali konzervirati ali restaurirati, da bodo ohranjeni v svoji pristnosti. Saj napačni pogoji močno pospešijo propad predmetov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Nives, verjamem, da bomo to pogledali si od blizu. Brez delavnice in številnih sodelavcev, od hišnikov, skrbnikov, tehnikov, vodnikov, da pravi tam cela ekipa, 16 ljudi ponavadi skupaj potem ustvarja razstavo. Ko smo ustvarjali zrak, smo se res držali, smo šli po nekih etapah, fazah, kar nam je kar vzelo še nekaj dodatnega časa. Za svetlobo recimo vedno poskrbi tudi naš zunanji sodelavec Marjan Viskovič, tako da res je to ena velika ekipa. To našo predstavitev pa zaključujemo z manj predmetno pripovedjo oziroma s tistim, kar je tudi stalnica vseh 4 elementov, to je pa, da naš sodelavec Boštjan Kolar, kustos pedagog, pogleda, kako se ta element odraža tudi v priimkih in v krajih našega območja Posavja, se pravi od Radeč pa do meje, še Kostanjevico in Bistrico sežemo. Tako da naš sodelavec Boštjan Kolar in njegovi priimki in imena krajev. Tako, prosim. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. V razstavi predstavljamo tudi priimke in kraje z imeni, povezanimi z zrakom. Na tem majhnem, naravno in kulturno izredno pestrem območju Posavja je vsaj 36 različnih priimkov, ki so povezani z zrakom. No in ti priimke določajo prebivalcev v 165 krajih po celotnem Posavju. Lahko so povezani z zrakom, z oblikami zraka, zračnimi živalmi, pojavi in na druge načine. Najpogostejši priimek je kos, ta se pojavlja v 28 naseljih, med pogostejše pa sodijo še priimki Omerzelj, Pavlin, Golob in Oblak. Naselja Brežice, Sevnica in pa Krško so kraji, kjer se pojavlja največ zračnih priimkov. Tako se v Brežicah pojavlja na primer 14 različnih priimkov, v Sevnici in Krškem pa 2 manj. Največ in sicer kar 23 različnih priimkov se pojavlja v občini Brežice, 22 v občini Krško in 19 v občini Sevnica. Z zrakom so povezana v Posavju tudi imena 4 krajev, in sicer 2 izmed njih, to sta Čelovnik in Vetrnik, se nahajata v občini Sevnica, kraja Goli Vrh in pa Sveti Duh pa se nahajata v občini Krško. Večina teh imen krajev je povezana z vetrom, torej naravnim gibanjem zraka, ki ga povzroči sila zaradi razlik v zračnem tlaku. Skratka, prijazno vabljeni, da si pogledal razstave na tem digitalnem računalniku, gledate tudi priimke in kraje z imeni povezanimi z zrakom. Hvala. Najlepša hvala, Boštjan. Naša Andreja Matijec je včasih pisala Omerzela, tako da je zdaj ugotovila, kam paše. Bi pa seveda, nekako je zdaj to naš del zaokrožen. Rada bi vam še povedala, da pripravljamo en cikel javnih vodstev, ki bomo naredili tako, da bomo povabili največ 10 ljudi, vključili v to tudi 2 novi razstavi, ki sta pa zdaj v pripravi. In sicer v nedeljo odpiramo razstavo posvečeno velikemu kuharskemu mojstru Ivanu Ivačiču, ki se rodil na Zdolah, in tukaj posebej pozdravljam tudi Bernardo in Branko Tašoba, ki nam pri tej razstavi močno pomagata. In v nedeljo se bomo tudi žal na ta način videli, ampak verjamem, da potem kmalu še v živo, namreč razstava bo v živo, ne samo spet dogodek bo na ta način. 28.3. točno 100 let na njegov rojstni dan, 100 let bi bil Ivan Ivačič star, če bi pač doživel ta leta. Res izjemen mojster, kuharski, njegova dediščina je obsežna. Razstavo delamo skupaj s Petrom Ivačičem, njegovim sinom, ki nam bo posodil številne predmete, nekaj pa tudi daroval, tako da res prijazno vabljeni.
In pa 8. aprila predvidoma pride k nam razstava gostovanje sinagoge Maribor, tu se je smrt utrudila, se pravi v Auschwitzu, ker letošnje leto, seveda je tudi leto, ko se spominjamo leta 1941, izgona 86% prebivalstva iz našega Posavja, teh začetkov težkih časov. Vsako leto je leto obletnic, ampak mogoče to 2021 še posebej, ker res naše območje je doživelo v tistih časih izjemne težavno obdobje. Tako da ves čas se veselimo vašega spremljanja, vabljeni na različne dogodke, se pravi najprej že v četrtek Timotej, v nedeljo, potem se posvečamo Ivanu Ivačiču, potem pa naprej vabljeni, se boste za vse obveščeni. Zdaj pa vas vabim, da še vprašate kaj, naša oblikovalka se je že poslovila, v tem pogovoru, v tem oblačku je še Franc Černelič, zdaj to je moj oče, hvala Bogu za njega, ampak nisem jaz tista, ki ga silim, da mora darovati, ampak si to želi sam, ki je pač pohvalil tudi glasbo, tako, če mogoče niste uspeli prebrati, vabim vas seveda tudi k kakšnem komentarju, kakšno mnenje, kakšno vprašanje, mi smo na voljo. Hvala. Imamo tudi komentar, Jana Nives, odlično, pridemo pogledati kip, tako da to je najbrž sestra od Nives, je tako, v redu, dobrodošla tudi, hvala za to podporo. Mogoče kakšno vprašanje? Ja, Branko Šobo tukaj. Super, živijo. Jaz bi vse skupaj, ki so bili prisotni na tem Zoomu, lepo pozdravil. Istočasno vsem predstaviteljem bi pohvalil, da so tole skupaj spravili vsak svojega vidika. Posebej me veseli en kup mladih strokovnjakov, ki so tudi sodelovali v tem vse skupaj. V glavnem, moramo se zavedati, kje živimo, s kom živimo in tudi to prenesti na svoje mlade in mlajše poslušalce in državljane ali pa krajane, vse skupaj. Ne vejo veliko tega. Jaz upam, gospa Alenka, da vam bo uspelo pritegniti šolo in vse skupaj. Povem samo eno drobno cvetko. Leta 1964, ko sem jaz hodil zadnjo leto v 4. razred osnovne šole z Dole, smo peš iz Dol 7 km, 8 km skoraj šli v Brežice si pogledati razstavo v muzeju. Takrat nam je vodila gospa Stiploškova, ki nam je to predstavila, se uživela kot v grajsko gospodično, smo mi takrat otroci imenovali vse skupaj in nam ni bilo tega težko. Današnji otroci hudo malo vejo tega in upam, da bi šolstvom vse skupaj dalo poudarek, da se tudi moramo korenin in preteklega obdobja zavedati. Toliko samo naprej, jaz se rečem gospe Alenki velikokrat, samo gas po dolge luči in vse skupaj. Veliko imamo vsega, bodimo veseli, da imamo to, bodimo veseli, da živimo še zaenkrat v koliko toliko dobri vodi, ki jo imamo iz pipe, v toliko dobrem zraku, da ga lahko vdihujemo, da lahko perilo zunaj obešmo, pa posušimo, pa prinesemo nazaj v stanovanje, pa vidimo, da ni črno dima, ne diši po ne vem kakšnih raznih fekalijah in kemikalijah za te stvari. V glavnem, vsem lep pozdrav in istočasno hvala in hvala, pa še enkrat hvala za tako lepo predstavitev in tole prijetno urco, ko smo jo preživeli z vami. Hvala lepa in lep pozdrav iz Dol. Najlepša hvala, tudi zakonca Šoba sta naša donatorja, imamo kar nekaj njihovih predmetov, tako da hvala res vsem, tako pač nastane muzej. Hvala tudi Vesni Savič, ki ne je pohvalila tako predstavitev kot glasbo. V glasu se je tudi Matjaž Predanič, ki se je zahvalil. Jaz tudi Matjaža vabim, da pride, naj še tudi on v živo to pogleda, čeprav vem, da je seveda v Ljubljani zaposlen, ampak verjamem, da bo našel kakšno soboto in pa nedeljo, naš muzej je odprt. Vse dni razen ponedeljka, če pa tudi pridete v ponedeljek, pa nas boste našli, ker smo tukaj. Še kakšno hvala, še kakšno vprašanje, kakšno mnenje? Hvala lepa, zelo zanimivo je bilo obrazložitve vsake strani, vsako področje, res se vidi, glih to, ki ste bili naenkrat vsi, ne en kustovski te vodi, ampak vsak je svoje povedal in smo videli vsakega zornega kota,
kaj vse pri razstavi doprinese in kaj je treba pripraviti, kaj je treba popraviti in tako naprej. Tako da zelo zanimivo in poučno. Hvala lepa. Najlepša hvala, draga Bernarda. Še kdo mogoče? Drugače pa je najpomembnejše, da pridete, ne? Hvala, da ste si vzeli ta čas in ste bili z nami tudi tako. Hvala vsem sodelavcem, mojim sodelavcem, našim domačim, zunanjim, vsem, ki seveda smo ustvarjali ta projekt, ki se še ni čisto zaključil. Zaključek bo predvidoma oktobra z enim takim odličnim sodelovanjem z našim slavnim fizikom Garcijo Kosincem, da bomo še ta del predstavili, da bomo vse 4 elemente še na drug način doživeli, pa seveda upamo, da vas bomo čim prej povabili na obrazstavne programe. Teh je bilo vedno veliko, smo jih ustvarjali skupaj, tega smo se tudi vedno najbolj veselili, a upamo, da nam bo omogočeno vsaj nekaj tudi v zelo bližnji prihodnosti. Tako da najlepša hvala vsem za vaš čas, hvala za vašo podporo, imejte odličen večer, skrbite še naprej za to vodo, ki nam je dana, za vse elemente, brez katerih ne moremo tako lepo živeti na naši lepi zemlji in se kmalu spet vidimo. Hvala vam. Hvala, Dio. Hvala vsem. Lep večer. Lep večer. Evo se je še pokazala. Živijo. Ja. Lahko noč, adijo. Lahko noč nas dole tudi, ja. Lepo zdrav Podbočje. In po celem gradu. Rok, tebi tudi hvala in gospodu Staniču tudi hvala, da ste bili z nami.